Pozdravljeni! Na vrsti je že tretja dirka v letošnji sezoni svetovnega prvenstva Formule 1, velika nagrada Avstralije. In kot običajno po našem motu si bomo ogledali zanimivosti ter značilnosti, še preden se bodo aktivnosti na sami progi začele. Tudi tokrat, kot običajno, si bomo najprej ogledali dirko iz preteklosti, nato se bomo ustavili pri samih značilnostih proge, na koncu v tretjem delu bomo še nekaj minut posvetili vremenski napovedi. In danes se bomo najprej vrnili v sezono 1986, ko je bila proga za veliko nagrado Avstralije v Adelaidu, in seveda dirka kot taka je bila zadnja na koledarju. In prav na tej dirki smo lahko spremljali v bistvu troboj med Nigelom Manselom, Alanom Prostom in Nelsonom Piquetem. Po predzadnji dirki tiste sezone, veliki nagradi Mehike, je vodil Nigel Mansell, kateri je imel 70 točk, v resnici 72, ampak 2 so mu odbili po takratni metodi. Za njim Alain Prost, ki jih je imel 6 manj, torej 64, v resnici 65, na tretjem mestu pa Nelson Piquet z 63. Ayrton Senna kot četrti je imel samo 55 in ni bil več matematično v boju za naslov prvaka. A takrat je bil Nigel Mansell tisti, od katerega se je pričakovalo največ, dosegel je pole position, ampak že na samem štartu velike nagrade napravil napako in prehiteli so ga mnogi. Priložnost je najbolje izkoristil Keke Rosberg. In treba je poudariti, da velika nagrada Avstralije tiste sezone je bila njegova zadnja dirka v karieri Formule 1. In praktično na začetku je Rosberg pustil vodstvo Piquetu za nekaj krogov, ampak nato povedal. In v bistvu vodil je za večino dirke. Namreč, če odštejemo tistih nekaj krogov, je pravzaprav vodil do 63. kroga, ko je svojo zadnjo dirko končal ob zaščitnem zidu, ker je imel predrto pnevmatiko. Kljub temu je pustil enkratni vtis na tej svoji zadnji dirki, kajti pokazal se je za tisti karakter, kot smo ga poznali pri Kekeju Rosbergu, neizprosen, krut in zmeraj pripravljen izkoristiti ponujeno priložnost. A ko se je Keke Rosberg poslovil od dirke, je Nigel Mansell prišel na 3. mesto, kar je matematično pomenilo, da je postal svetovni prvak leta 1986. Ampak to mesto je držal le za približno krog. Nato se je zgodilo tisto, kar mnogi izmed navdušencev se še v živo spominjajo. In seveda govorim o tem, kar vidite na ekranu. Namreč kar naenkrat je Nigelu Mansellu popustila zadnja leva pnevmatika. In končal je tam ob robu proge, podobno kot nekaj trenutkov prej Rosberg. In seveda v tej situaciji se je ponovno odprl boj za naslov prvaka med Piquetem in Prostom. Rad bi poudaril, da takrat Williams F2.11 je bil najboljši bolid, saj so osvojili tudi naslov med konstruktorji. A Prost tega pravila ni upošteval. Prehitel je Piqueta, zmagal dirko in postal svetovni prvak tudi v sezoni 1986, čeprav njegov bolid ni bil najboljši. A še kot zadnja zanimivost za to dirko. Počakati je bilo treba kar nekaj desetletij, da smo zopet videli boj v zadnji dirki sezone. To je bila velika nagrada Brazilije leta 2007, ko je svetovni prvak postal Kimi Räikkönen. A vrnimo se k progi,
ki jo bomo spremljali tokrat v Melbourneu. V primerjavi z lansko postavitvijo nobenih sprememb, gre za ulično dirko, kjer bomo pa spremljali ponovno 4 območja DRS. V resnici moramo biti natančni, ne gre za 4 območja DRS, ampak za 2 območji, ki sta nekako prekinjeni šikano. Namreč kljub temu, da uradno so 4 območja, imamo le 2 detekcijski točki. Enako je bilo lani, ampak so iz varnostnih razlogov v nedeljo po 9. in 10. ovinku praktično izbrisali potem, ko so videli, kaj se lahko dogaja v že prej omenjeni šikani. A poglejmo si, kot običajno, kaj pravijo vrednosti Pirellija. In morda bi si kdo mislil, da izjemno podobna situacija oni, ki smo jo videli na veliki nagradi Saudske Arabije. A tu bi vas rad opomnil na nekaj. Ukolikor pogledamo lanske vrednosti Pirellija, bomo opazili nekaj, kar ni običajno. Spremenile so se. Namreč proga je ostala ista, ampak dobro vemo, da imamo drugačno tipologijo pnevmatik. In zato na pospeševanju in zaviranju je bilo lani tu vrednost 3, letos pa kot vidimo le 2. Ampak tudi tlak se je znižal. Poglejmo si, na prednjem paru koles je minimalni predpisani tlak 23 funtov na kvadratni palec. Lani je bilo na isti osi predpisano 24 funtov in pol na kvadratni palec. Zadaj razlika malce manjša, namreč pritisk letos 21 funtov na kvadratni palec, lani pa pol funta več ali 21 funtov in pol na kvadratni palec. Videli bomo tudi tokrat, ali se bodo vrednosti skozi vikend spreminjale. A za konec nam ne preostane drugega, kot je vremenska napoved. V sredini tedna je bilo napovedano dokaj deževno vreme, kar smo tudi videli na tistih prvih posnetkih, in celo v petek je dokaj resna možnost kakšnih padavin, ampak ne govorimo o ogromnih količinah vode, ampak kakšni plohi, ki lahko zmoti proste treninge. Temperature zraka med 18 in 13 stopinjami Celzija. V soboto bo rahlo oblačno, ampak brez nikakršne možnosti padavin, temperature med 11 in 15 stopinjami Celzija in seveda tisto, kar nas najbolj zanima, v nedeljo. Tudi v nedeljo bo vreme delno oblačno, temperature se bodo pa malce dvignile, približno od 10 stopinj Celzija pa tja do 18. Torej vidimo, da tudi tokrat za veliko nagrado nikakšne napovedi, kar se tiče dežja. A to nam konec v koncu niti ni tako slabo, kajti videli bomo lahko zanimiv boj. A kar se tiče uvodnega prispevka, kot običajno bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.